Tako da jaz mislim, da bi se mogli te CBD kmetje in vsi že zdavnaj z nami povezati, ne da to delajo takrat, ko jim kuzla v rat skače, ne. Ker v bistvu leta 2013 smo mi dali zakone noter v parlament, pomagali smo fašistični združeni levici. Aha, veš, kaj lahko povemo še? Ker je zdaj ful vojna glede tega CBD-ja pa to, ne. Pa me veliko ljudi vpraša, kaj se pa dogaja. Ja, v bistvu tisti, ki bi razumeli te zakone, te prodajne politike, bi štekali vse skupaj, pa pač ne štekajo. Oni so umaknili iz prodaje vse izdelke, ki naj bi bili prehrambeno dopolnilo. Se pravi, vsi proizvajalci CBD izdelkov še vedno lahko svoje stvari prodajajo kot kozmetiko, pač ne kot prehrambeno dopolnilo. Tako da jaz mislim, da bi se mogli te CBD kmetje in vsi že zdavnaj z nami povezati, ne da to delajo takrat, ko jim kuzla v rat skače, ne. Ker v bistvu leta 2013 smo mi dali zakone noter v parlament, pomagali smo fašistični združeni levici, za nas težka desnica, a ne. Violeti Tomičič in vsem tem, da so prišli v parlament, ampak v bistvu oni ne delajo ne za ljudi, ampak v bistvu najmanj za ljudi, ampak samo za sebe, a ne. Moram še to povedati, da smo naredili zvezo konopljarjev, zaradi tega, da bi se lahko pogovarjali s sistemom, pa v bistvu smo iz te zveze šli zaradi herende, ker na koncu ga bojo verjetno tudi uvadili iz te organizacije, ker pač ni plačeval stvari, ker v bistvu govoril je nekaj, ni pa nič naredil, kar bi mogel. Tako da tisti, ki se sprašujete, zakaj je tako skregana scena med seboj, morate vedeti, da v bistvu med to sceno iskrenih 90% ni in v bistvu vsak laže samo zato, da bi nekaj naredil na tebi. Zaradi tega mi govorimo vsem Slovencem ali pa vsem, ki živite na tem delu sveta, samooskrba, ker boš vedel, na kakšen način si naredil zdravilo, kako bo delalo itd. Ne pa, da boš prišel do onega, tretjega ali do kakšnega Prekmurca, pa ti bo on čoj takle povedal, v bistvu pa na koncu ti bo samo prodal en izdelek, ki mogoče ne bo nič delal. Zaradi tega vedno rečem, naučite se na sebi, ker jaz se prodajam okoli kot človek z največ izkušnjami glede zdravljenja rakavih bolnikov na tem delu Evrope, stojim za tem, upam pred vsako javnost iti in o tem govoriti, ampak jaz mislim, da večina teh aktivistov v Sloveniji nima ne jajc, da bi prišla pred kamero pa kaj povedala, kaj šele kaj naredila. Pa ne da bi plul, ampak jaz upam, da se boste zbudili in začeli delati samooskrbo. Smo na veliko sejmih, kjer potalamo kakšno semenko, zato da boste vi kaj naredili. Glej. Ja, Na listu. Ja. Ampak to daš tja, no pa kaj delaš? Samo da ti pokaže. Kurva, tisto tečo. Za razliko od današnjih časov, okoli leta 2000 je bilo še med ljudmi velik strah glede konoplje. Niti niso vedeli ljudje dobro, ali je res, kar pravijo, kar se je za danes izkazalo, da zdravniki ni res, kar pravijo, žal, ker so se narobe učili. Ampak takrat ni nihče to vedel in smo se spraševali še vedno, ali je to varno ali ni. Danes vemo, da je to celo zdravilo. Takrat so bili časi drugačni. Okoli leta 2000 sem spoznal prvega človeka, Gapeta, ki isto mi zatrdil, da ja, da konoplja je zanj zdravilo, prav tako kot zame. Ampak bila sta samo dva. Do prihoda Jaka Tibetanca, ko se je svet končno vsem odprl. Zbrali smo pač 28 000 podpisov 11 za konopljo
In za zakone, kaj se je zgodilo? Nič. Ja, interesi farmacevtskih firm so vsekakor nad interesi ljudi posameznikov. Več je uporabnikov posameznikov farmacevtskih zadev, kajti nikoli ne greš domov od zdravnika brez recepta, kaj ne da. Torej za vsak recept dobi zdravnik €0,5, 50 centov. Torej, z veseljem jih piše, samo povejte, kaj želite, dobite vse. In žal to naj ne bi bilo tako, ker pa je tako. Pač farmacija dobiva moč v svoje roke na ta način. Preko zdravnikov. No, to sem povedal vse, kar sem mislil.